Prebivalstvo v Sloveniji se stara, kar pomeni, da je to kar pomemben izziv tudi za politiko, kako bomo poskrbeli za vse tiste, ki uživajo tretje življenjsko obdobje. Na sejmu smo lahko videli kar nekaj ponudb, sicer smo pa v SDS-u velikokrat prisluhnili upokojencem, naredili kar precej korakov, da njihovo stanje izboljšamo, predlagali, da se ustanovi demografski sklad. Zadnja leta tudi opažamo, da se praktično ni podelilo nobene koncesije za domove starejših občanov, niti se ni noben dom zgradil. Slišali pa smo, da je vlada porabila kar 74 milijonov za razne študije o starostnikih oziroma o dolgotrajni oskrbi. Mi smo v okviru strokovnega sveta že pripravili, tako kot sem rekla, zakon o demografskem skladu, pa tudi o dolgotrajni oskrbi, in vse te stvari bomo lahko realizirali, ko bomo pač na vladi oziroma ko bomo vodili Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tej vladi smo kar nekaj stvari tudi predlagali, vendar posluha pravega ni. Je pa, kot sem rekla, starajoče prebivalstvo izziv in ga bo treba tudi v to kislo jabolko zagristi. Upokojenci že tako veliko sami naredijo, si pomagajo med seboj, sodelujejo v raznih akcijah, prinašajo hrano svojim kolegicam in kolegom in podobno, merijo pritisk, upokojene medicinske sestre delajo s starejšimi in podobno. Veliko tega nas čaka in vse to se da lepo zajeti v zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi nekako starejšim tudi zagotovili dostojno preživljanje zadnjega obdobja njihovega življenja.